Kralj Matjaž. Pred davnimi časi je našim pradedom vladal slavni kralj Matjaž. Takrat je bilo lepo na svetu, zemlja je rodila, ljudje so se ljubili med seboj, varoval pa jih je junaški meč kralja Matjaža. Kralj Matjaž je skrbel za svoje državljane, kot oče skrbi za svoje otroke. Njegov dom je bil odprt vsem, vsak je pri njem dobil pravico in zaščito. Svoj prestol je imel na Gosposvetskem polju, kjer si ga je ljudstvo samo izvolilo za kralja. Tako lepo in srečno je bilo tisto obdobje, da so mu ljudje rekli zlata doba. Kralj je imel tudi ženo, in to kakšno. Alenčica je bila lepa hčerka ogrskega kralja. Če je bil kralj Matjaž oče, je bila Alenčica državljanom mama. Par je srečno živel v svojem belem gradu, a sreča ni trajala dolgo. Kralj Matjaž in kraljica Alenčica sta bila poročena šele 3. dan. Z njima so se veselili ljudje iz vsega kraljestva ob Savi, Dravi in Donavi. Gostovanju in rajanju pod starimi lipami ni bilo ne konca ne kraja. Toda kraljevi sovražniki v daljni Turčiji so opazovali, kaj se godi na severu. Menili so, da je sedaj najugodnejša priložnost napasti kralja. Zbralo se jih je ogromno in odpravili so se proti Matjaževi deželi, da začnejo moriti, požigati, rušiti in pleniti. Kralja Matjaža pa niso dobili samo ljudje, temveč tudi živali, zlasti ptičice, ki so znale takrat tako žvrgoleti, da so jih ljudje razumeli. Ko so ptice opazile turški napad, so kralju takoj sporočile, kakšna nevarnost mu grozi. Ko je bilo na svadbi rajanje 3. večer na vrhuncu, kralj zasliši glasek drobne ptičice, ki mu zažgoli. Kralj Matjaž, ti se veseliš in popivaš, a jezni Turki ti uničujejo deželo. Vstani, zberi vojsko. Kralj Matjaž ji odgovori, kako se naj bojujem? Hlapci so utrujeni, konji bosi, sablje niso nabrušene in puške niso pripravljene. Ne boj se, ptičica, Turki poznajo naše meče, ne bodo si upali daleč. Tudi naslednji dan ptičica opozarja brez uspeha. Ko pa se oglasi 3. dan, najde kralja in njegovo vojsko pripravljeno. Težko se je kralj poslovil od Alenčice, svoje ljubljene gospe. Skrbelo ga je, da se ji ne zgodi kaj slabega. Hudo mu je bilo tudi, ker je vedel, da bo žalovala za njim, preden odjezdi ji reče, nič ne pomaga, iti moram, kamor me kličeta čast in slava, kamor mi veleva dolžnost. Kadar te bo bolelo srce in te mučil dolgčas, sedi k skrinjam in preštevaj rumene zlatnike. Ko se naveličaš, se sprehajaj po gradu in ga čuvaj, dokler se ne vrnem. Ne hodi pa po vrtu, da te ne ugrabijo Turki in ne odpeljajo v daljno Turčijo. In je zdiral svojo vojsko hitro kakor blisk iz belega gradu preko travnikov, skozi šumeče gozdove, čez reke in potoke proti meji. Ob meji se vojska ustavi in utabori. Kralju Matjažu postavijo zlat šotor, nato pa zavriskajo, da jih zaslišijo Turki na drugi strani. Kmalu se začne krvava bitka. Turki so klali kakor zveri, kri je lila v potokih, grozno je bilo ječanje ranjenih, sonce krvavo rdečo zrlo z neba. A kralju Matjažu turška sila ni bila kos. Na čelu svojih junakov je jezdil in vihtel svoj junaški meč. Kamor je mahnil, je odletelo 9 turških glav, da so se napadalci kmalu spustili v divji beg. Junaki so praznovali zmago. Kralj Matjaž je sedel v svojem zlatem šotoru in počival. Premišljeval je o svoji ženi Alenčici, ki je bila sama daleč stran v belem gradu, ko prileti ptičica, sede na šotor in zažvrgoli. Oj, kralj Matjaž, hitro na konja. Bojuješ se po svetu in se ne zanimaš za svoj dom. Glej, prikradli so se Turki in ugrabili kraljico Alenčico. Kralj in njegova vojska zajahajo konje in odrvijo proti domu. Ko prispejo do zidanega gradu, do belega doma, jih grajska družina že pričakuje. Vsi so objokani, od žalosti nihče ne more govoriti. Kralj Matjaž pa jih potolaži. Ne jokajte, vem, kaj se je zgodilo.
Čez 3 dni bo kraljica zopet med nami. Nato se obleče v meniško obleko, nanjo natakne še turško, čez vse to pa še haljo, ki mu sega do pet. Okrog pasu si priveže čudovito sabljo, ki ima ob ročaju zvito kačo, iz konice pa šviga plamen. Da bi bil varen pred vsemi nesrečami, pod haljo skrije še križ. Tako oblečen in opremljen hitro odjezdi proti Turčiji kot grom in blisk, da se konju krešejo iskre pod podkvami. Sredi Turčije so stale 3 lipe. To je bilo turško plesišče. Pod prvo lipo so se mladi Turki pripravljali za ples, pod drugo prodajali karte za ples, pod tretjo pa so plesali. Kralj pridirja naravnost pred turškega pašo in ga vpraša, koliko stane en ples. Paša se razveseli in odgovori: rumen zlatnik, junak, ki nam je kos, pa pleše svobodno in brezplačno. Kralj Matjaž potegne iz žepa rumen zlatnik in ga vrže na mizo, da se 3krat zavrti, potem pa obleži pred pašo. Ta se zastrmi vanj, kajti ve, da takšne kuje kralj Matjaž, ter vpraša junaka, kje ga je dobil. Ta mu možat odgovori, da je kralja Matjaža obglavil in mu pobral vse zlato. Turki mu dovolijo, da si izbere plesalko in stopi naravnost k Alenčici. Ta ga je najprej nezaupljivo pogledovala, ker je mislila, da je neznanec resnično ubil njenega moža. Med plesom pa ji pokaže svoj prstan in Alenčica ga takoj prepozna. Veselo in lepo sta plesala, medtem pa načrtovala pobeg. Vse bolj in bolj sta se bližala konju, nato pa na njem oddirjala hitro kot strela. Turki so najprej osuplo gledali za njima, kmalu pa paša spozna, da so imeli pred seboj samega kralja Matjaža in takoj za njim pošlje četo preganjalcev. A kralj svojo čudodelno sabljo seka glave, kakor žanica klasja na njivi, Alenčica pa ves čas pazi. Ko kralj Matjaž odriha po desni strani, se sklanja na levo in obratno. Kmalu so vsi preganjalci ležali mrtvi, a nevarnost še ni minila, saj sta bila še vedno v sovražni deželi. Treba se bilo spomniti kakšne zvijače. Kralj Matjaž ni bil le velik junak, bil je tudi moder. Turškemu kovaču naroči, naj mu podkuje konja tako, da bodo podkve stale v nasprotno smer, da s tem prikrije svojo sled. Bližali so se Savi, meji Matjaževe dežele in Turčije. Konj se zapodi v srdite valove in srečno preplava široko Savo. Končno se spet na domačih tleh. Vse kraljestvo se veselilo in praznovalo, ko se je razvedelo, da je kraljica Alenčica rešena. A Turki niso pozabili, kako jim je kralj Matjaž ugrabil svojo ženo in še pobil veliko junakov. 3krat so mu napovedali vojno, a kralj je ostal nepremagljiv. Turki niso odnehali, zato zberejo veliko vojsko, da jih je kot listja in trave ter napadejo kraljevo deželo. Ta jim gre pogumno nasproti, kakor strela se zakadi mednje in seka naokoli, a Turki ga obkolijo in ujamejo. Odvedejo ga v Turčijo in vržejo v temno ječo. Za kralja izve Marjetica, najmlajša hčerka turškega carja, ki je veliko slišala o njegovih junaških delih. Šla ga je obiskat. Tako je bil všeč krasni junak, da ga je obiskovala vsak dan in si želela, da bi imela takšnega junaka za moža. Nekoč Matjažu pove, da ga bo osvobodila, če jo vzame za ženo. A kralj, čeprav mu čedna mladenka ugaja, se ji nasmeje in odgovori: to ne more biti. Doma žaluje za menoj Alenčica, moja gospa, da jo vidiš. 3krat je lepša od tebe in 3krat mlajša. A ne bodi žalostna. Doma imam brata, zalega junaka. Osvobodi me in lahko se poročiš z njim. Marjetica se strinja in zmenita se, da počakata do velikega slavja. Takrat Marjetica vzame 3 ključe, prvega od zakladnice, drugega od konjušnice, tretjega od ječe. Nato privede iz konjušnice 3 konje, natovorjene z zlatniki in srebrniki, ki jih je vzela iz zakladnice, ter odpre ječo. Kralj Matjaž in Marjetica zajahata konja in odjezdita proti široki Savi. Spotoma se ustavita pri kovaču in mu naročita, naj jima prikuje konja tako, da bodo podkve obrnjene v nasprotno smer. S tem sta zmešala sled Turkom, ki so odkrili njun beg in jo začeli zasledovati. Ustavita se pred deročo Savo.
Marjetica v vodo vrže svoj zlat prstan in glej čudo, voda je začela teči mirno in ju ponesla na drugo stran. Komaj stopite na suho, za njima pridirajo zasledovalci in poskačejo svojih konj. Tudi oni niso vedeli, kako bi prebredli vodo. Marjetica jim zakliče, naj si okrog vrtov privežejo težke kamne. Bedaki jo ubogajo, a komaj stopijo v vodo, potonejo. Begunca pridirjata do Matjaževega gradu. Veselja in navdušenja ni bilo ne konca ne kraja. Marjetico pa so vsi gledali postrani. Ubožica se razjoka in sklikne v svoji žalosti. Kaj naj sirota storim? Naprej ne vem, nazaj ne smem. Ni bila dolgo žalostna. Kralj Matjaž privede svojega brata. Pošlje jo po duhovnika, ki jo takoj poroči. Takrat so se šele začeli dobro veseliti. Praznovali so vrnitev kralja Matjaža in še svetovali na poroki njegovega brata. Gostili so se 3 dni in 3 noči. Od takrat je imel kralj Matjaž mir, kajti bali so se ga Turki in sosedje na severu in zahodu. Vso svojo skrb in pozornost je namenjal blagostanju državljanov. Vsi stanovi so v njem našli pravega očeta, najbolj pa je podpiral kmečki razred, ki je bil takrat po vsem svetu najvažnejši, še posebno v rodovitni Matjaževi deželi. Kmetje se dobrega in blagega kralja še danes spominjajo v pregovoru, ki je nastal v kasnejši dobi, ko so kmečki stan zatirali oholi graščaki. Kadar bo kralj Matjaž kraljeval, bo kmetič dobro kmetoval. Tako je kralj Matjaž začel siveti, a še vedno je bil junak, ki se bal ni nikogar. Sosednji vladarji so čakali Matjaževo starost, takrat so zbrali velikansko vojsko in napadli kralja. Matjaž se jih ni ustrašil, s svojimi junaškimi borci se jim je neustrašno postavil v bran. Borili so se neprestano 3 dni. Tolikega junaštva svet še ni videl. Končno sovražniki pokoljejo večino Matjaževe vojske, a veliki junaki ne umrejo. Tudi kralju Matjažu je bilo usojeno, da ne umre. Odpre se gora in vase vzame kralja Matjaža in 100 njegovih junakov, ki so ostali živi. Pod njo spi kralj Matjaž že stoletja in stoletja v ogromni skalni dvorani. Le izvoljenim poštenjakom je dano, da najdejo njegovo votlino in ga vidijo. Ti nam pripovedujejo o njem, da sedi pri mizi sredi velikanske dvorane. Glavo ima naslonjeno na mizo. Raste mu bela brada, ki se ovija okoli kamnite mize. Ko se ovija okoli nje 7-krat, se kralj Matjaž prebudi in z njim ostanejo tudi njegovi junaki. To se bo zgodilo takrat, ko bo na svetu najhuje. Da bodo ljudje vedeli, kdaj ga lahko pričakujejo, bo med zimo pred njegovo jamo zrasla lipa. Takrat bo Matjaž s svojimi vojaki prišel ven, premagal in zatrl vse svoje sovražnike, pregnal krivico sveta in spet zavladal. Tedaj se zopet vrneta pravica in resnica na ta svet, vnovič nastopijo zlati časi.